Na otoku po nekaterih virih živi med 5000 in 6000 slovenskih državljanov, v Sloveniji pa približno 700 britanskih. Med Slovenci, ki živijo na otoku, je tudi Tanja Stankovič. V Londonu je ustanovila svoje podjetje, v tej državi pa namerava ostati tudi po izstopu iz Združenega kraljestva iz Unije. Lepo pozdravljeni. Drama z Brexitom se vleče že dolgo, zdaj pa je res do izstopa samo še 10 dni. Ali že občutite spremembe? Mislim, da še ni čutiti kakšnih posledic. Veliko pač razmišljamo o tem, kaj je treba ukrepati. Večina Slovencev, ki poznam, so zaprosili za državljanstvo, kar je verjetno še najbolj pametno, če so tukaj vsaj 5 let. Urejajo si mogoče zavarovanje, pa kakšne take detajle. Ampak drugače ni pa še čutiti, ker tudi ne vemo še, kako se bo vse razpletlo. Tako da smo precej časa vsi nekako upali, da mogoče vseeno ne bo prišlo do Brexita. In mislim, da je trenutno pač tega upanja ni več. Tako da Brexit vsekakor se bo zgodil. Res je zdaj veliko odvisno od pogajanja. Bomo pač videli, ne vem, jaz upam, da se bojo zelo lepo dogovorili, da ne bo prevelikih šokov in prevelikih negativnih učinkov. No, kot rečeno, se pogajanja o Brexitu in dogovori o njem vlečejo že 3 leta. Od leta 2017 je bilo v tem času veliko negotovosti. Bilo je občutiti kar precej takoj po najavi Brexita. Je bilo v bistvu manj obiskovalcev, cene nepremičnin so padale, podjetja niso zaposlovala, ker nobeden ni vedel točno, kako naprej. Ampak mislim, da zdaj se je umirilo. Tako da dejansko je manj negotovosti, v bistvu presenetljivo, v primerjavi s prej. Tudi funt upajmo, da bo kmalu spet malo boljši. No, kakšni bodo nadaljnji pogoji za življenje v Veliki Britaniji za prebivalce Evropske unije, je odvisno od pogajanj. Kaj pričakujete in kaj vas najbolj skrbi? Mene trenutno skrbi malo zavarovanje, recimo, v EU, kako bi to bilo, če bi bila na potovanjih, pa zapleti bojo vedno tudi z delovno silo, ker Britaniji že tako primanjkuje precej delavcev, tako da mislim, da tukaj bojo zelo veliki zapleti in bomo čutili posledice, ker bojo tudi storitve postale dražje. Tako da nekatera podjetja vem, da že zapirajo ali pa se selijo. Predvsem v storitvenih zelo primanjkuje trenutno delovne sile, tako da jim verjetno bo še hujše. Ker to so večinoma bili ljudje, ki so, predvsem rečemo v hotelih, v restavracijah, v gostinstvu. To so bili ponavadi prišleki novi ljudje, ki so s tem začeli in potem mogoče šli kaj drugega početi, pa mlajši, tako da teh bo baje manj. Oziroma jih je že manj, to je kar že čutiti. Torej, na otoku živi tudi več tisoč Slovencev, ste v stiku z njimi in kaj pravijo? Bodo ostali na otoku ali iščejo druge rešitve? V bistvu sem kar v stiku. Predvsej v bistvu in z ambasado in Slovenci, ki so tukaj, predvsem ti, ki so v Londonu. In vem, da nekateri so se že prej preselili, predvsem tisti v bančništvu, nekateri so šli recimo v Švico ali pa v ZDA, tudi ali pa v Azijo. Ampak večina mislim, da kar ostaja tukaj. V bistvu tisti, ki so se preselili, so se, ker jih je podjetje poslalo, ker se je podjetje dejansko preselilo, niso se to oni sami izbrali. Večino ostalih, ki poznam, pa v bistvu ostajajo. Upam pač, da se bo zelo dobro rešilo, se pravim, ker imam tudi precej znancev. Mislim, London je zelo multikulturen, tako da imamo zelo veliko ljudi, ki v bistvu so iz Evropske unije, imajo pač EU državljanstvo in nočejo dobiti britanskega, in se zdaj bojijo pač, ali jih bojo vrgli ven, ali bojo lahko ostali. Tako da upajmo, da se bo trudno še precej negotovosti. Tako da nekateri so zelo zaskrbljeni, ampak upajmo, da se bo vse lepo razrešilo.